Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach, prisrčen pozdrav z Lendave, prisrčen pozdrav z Lendavskega športnega parka. Pred nami je še zadnja tekma 25. kroga, ki bo odigrana ta teden. Poslastica za tole četrtkovo popoldne, derbi za obstanek. Nafta proti Domžalam, zadnja dva kluba v ligi, točkovno poravnana, ločijo samo gol razlika in pa jasno izkupiček z medsebojnih tekem, ampak danes so se eni in drugi na ta obračun pripravljali predvsem v luči tega, da gre le še za eno tekmo, ki pa prinaša nove 3 točke ali pa vsaj točko. Pirtovšek in Lesjak. Salaj. Salaj za Pirtovška, Pirtovšek preigrava, ali lahko pride do podaje, Pirtovšek pred gol, Hrka iz ozadja, še je lahko nevarno, Hrka preigrava in gol! 5. minuta, Nafta na krilih dobrega začetka tekme do vodstva z 1-0. Navdušenje med domačimi navijači, navdušenje med domačimi igralci, jasno je, dober začetek tekme, zelo pomemben, dejal je Jožef Božik v izjavi pred tekmo, da lahko prvi gol na tekmi seveda zelo spremeni potek srečanja in zdaj bomo videli, kako bo hitro dosežen gol vplival jasno najprej na Lendavčane in potem tudi na Domžalčane. Veliko dela je tu opravil Pirtovšek, potem pa ne najbolj spretno izbijanje in pa zelo spreten zaključek Hrke. Vujčič in Lorber, tu morda vseeno zdaj priložnost, da Domžalčani zapretijo. Kambič. Podaja proti Vučkiču in izenačenje! No, to pa je individualna kvaliteta. Haris Vučkič je sjajno sprejel žogo in brez kakršnega koli razmisleka zaključil njegov drugi gol na tekmi, oziroma drugi gol v tej sezoni, jasno, prvi na tekmi, drugi gol pa smo zdaj videli na tem obračunu in vse se začenja znova. Se pa zdi, da so kar na lahkotu domačini dopustili Domžalčanom, da so prišli do tega zaključnega strela. Haris Vučkič še ob rob igrišča po nekaj dodatnih navodil. 27. minuta, kot za Nafto. Pihler je dobil skok, pa zdaj še ena podaja pred gol in gol! Znova vodi Nafta, Dragoner pa na pravem mestu, izteku 27. minute. 2-1, drugi gol v tej sezoni za 20-letnega madžarskega osrednjega branilca. Nekdanji član Ferencvaroša, kasneje tudi Empolija, ki je prišel poleti lani k Nafti. 2-1, torej hitro so se Lendavčani pobrali in se znova veselijo zadetka. Domžalčani pa se še niso privadili ne na razmere, zdi pa se tudi, da ne na agresivnost nasprotnika. Ali lahko te trenutke domači še izkoristijo? Marinič nevarno in dobra obramba, tokrat Štubljarja. Ob rob igrišča je jasno znak, da je prišlo do prekrška. Vidimo, kako je zamahnil z roko Mauricio in torej tu storil prekršek. Srečna izbira, lahko rečemo, pri menjavi, kajti Luka Mlakar je tu odigral ključno vlogo in zdaj povsem pričakovano, sploh po ogledu posnetka, 48. minuta in priložnost, da Šturm izid poravna z 11 metrov. Pa poglejmo, Šturm ali Mauricio? Šturm zanesljivo, izid je poravnan 2-2 od začetka 49. minute. Mislim, da je Šturm zadev še v izteku 48. 9. gol zdaj že za, oziroma ne, to bo jasno napaka za, ja pa vseeno seveda, 9. gol za Šturma v tej sezoni.
Hrvatin, opazil je prostor za podajo proti Šturmu. Baruca, Hrvatin, žoga v vratnico, 69. minuta in zdaj sreča na strani domačinov, ki bi se lahko prvič na tekmi znašli v zaostanku. Kakšen strel, tu so bili preveč sproščeni domači branilci, nihče žoge ni odbil. Brkić. Tole je lahko nevarno, gol! Josip Špoljarić, 84. minuta, Nafta vodi tretjič že na tej tekmi. 3-2. Ravno ko je želel Dejan Dončić v igro poslati tretjega svežega igralca, se je znova zaiskrilo pred golom njegove ekipe in zadetek torej za 3-2 na pravem mestu na desni strani. Špoljarić, ki je ob Aleksu Pihlerju tista velika pridobitev pri Nafti. Mr. Božic, a very important victory. It wasn't 1-0, it was 3-2. Did you enjoy the match? Yes, of course, I enjoyed the match, especially with such a result. You can enjoy it. Yes, it was a tough game. As we talked about it before the game, it was a close game. It was hard to play against Domžale because they're playing really direct football, using Sturm speed in front, but we could control him really well. I think we were the better team on the pitch, especially in the second half, but also in the first, especially in the first half, and also in the second. It was two childish goals what we conceded, but I'm really proud of the guys because the reaction was fantastic for the conceded goals. We played really emotionally stable today. Yeah, you were emotionally stable at the end of the match, and you are mentally strong in the spring. This is what I think that you love. Yeah, it was the main goal, as I mentioned before. That's how we worked a lot, and we try to keep it up until the end of the season because that will be the key to win such a games and to stay in the league. One match left, and then the international break. How important is the break for you? It's always good. It's always important because we can work on the details. We have more time to work also on the fitness because, of course, after these 8 games, 7 games, we have to see that, for example, Alexander and Pichler and Špoljarić are performing pretty well, but the fitness level is not 100%. And also we have some other players who had difficulties, so we will take care about them. Mr. Božic, thank you. Thank you very much. Daniel Šturm, zelo boleč poraz. Dvakrat ste se uspeli vrniti. Kaj je morda potem zmanjkalo? Ne da bi se tretjič vrnili, ampak da bi potem, ko ste se drugič vrnili, pa prvič povedli na tekmi. Ja, sigurno smo šli že v tekmo z neko čist čudno energijo, se je meni zazdelo. Nismo bili pravi kot na prejšnjih treh tekmah. Spet so nastale te prekinitve, kot na zadnji tekmi in moramo dvigati glave. Moramo iti zdaj razmišljati sem naprej o naslednjih tekmah, zdaj sledi že Bravo čez 2 dni, tako da zdaj smo z mislimi že na Bravo tu. Vi lahko poveste o sebi, vem, da težko govorite o svojih igralcih, ampak res omenili ste že. Ne zdelo se je, kot da na tiste druge žoge pa nekako pristop, kar se tiče same fizike, da je bila Nafta danes na višjem nivoju. Ste vi tudi to občutili že od prve minute? Ja, vemo, da je Nafta zelo dobra na drugih žogah, še posebej o prekinitvah. Še posebej smo to opozarjali na treningih, ampak glih to, danes se je to zgodilo. Bili so sigurno boljši na drugih žogah in glih z tega se je zgodil ta poraz, ja. Kako pomembno je, da prihaja zdaj reprezentančni premor, da se morda znova nekako zberete, da zberete misli, kajti tisti 2 zmagi proti Primorju pa proti Olimpiji sta dali znak, da bi morda se lahko dvignili, pa ste zdaj spet na robu nekega prepada. Ja, mogoče bo ta premor prišel zelo prav, ampak ne glede na to moramo, kot sem že rekel, zbrati, dati glave skupaj, se zbrati in iti naprej piko po piko in
kar je naš cilj, obstati v ligi. Daniel, hvala. Hvala. Dejan Dončić, pred tekmo sva govorila, kako pomemben bo nek psihološki moment. Zdelo se je že od prve minute, da so bili Lendavčani nekako ostrejši v duelih, boljši na drugih žogah, znova pa ste bili slabši pri prekinitvah, kar se vam ni dogajalo do praktično zadnje tekme proti Kopru. Kaj je šlo danes vse narobe? Res je. Tekmo smo zelo slabo začeli. Nismo imeli nobenega duela, nismo imeli šprinta, nismo bili odločeni na žogi. To je Nafta tako izkoristila v 6. minuti. Nekako smo se lovili, prvo polčas smo se lovili, dosegali zadetek. Pol drug polčas, jaz mislim, da smo boljši smo bili, vendar pa v prekinitvah to je nekaj, kar je nedopustno. Odkar sem prišel v Domžale, nismo sprejeli dobesedno niti enega gola iz prekinitve, sedaj pa v 2 tekmah lahko rečem 3, v bistvu 5 zadetkov iz prekinitve. To je neka stvar, kjer je faza koncentracije, kjer dobesedno ne glede na to, tudi če so 3 nasprotni igralci, če si sam in imaš dober tajming, to moraš rešiti. To je tisto, kar mi ni ok na tej tekmi in pa zaradi tega smo spet izgubili, isto se nam je ponovilo kot proti Kopru. 3 točke zaostanka zdaj za 9. mestom, 1 tekma še do reprezentančnega premora. Kako pomemben je reprezentančni premor, sploh morda za igralce kot je Haris Vučkić, ki zimskih priprav ni mogel opraviti na željenih obratih? Kako pomembno bo za vas, da dobite nekaj časa spet za treninge, pa tudi morda za mentalno pripravo za tisti finiš sezone? Pa ogromno, zato ker zdaj bomo v nedeljo, bo 15. dan, v 15 dneh bomo igrali 5. tekmo, je mlada ekipa, na vsake 3 dni igramo, imeli smo še zaostalo za Olimpijo, tako da imamo res, ritem je ubijalski, mlada ekipa, vendar pa normalno, moramo preživeti to do konca, zdaj imamo v nedeljo še Bravo, da se regeneriramo, da se nekako sestavimo in potem imamo reprezentančno pauzo. Mislim, da nam bo iz vseh pogledov nam bo dobro prišlo in psihološkega in pa iz fizičnega. Ja, najlepša hvala in srečno. Rok Pirtovšek, zelo pomembna zmaga danes za Nafto. V prejšnji sezoni ste v boju za obstanek, predvsem v jesenskem delu, pred mikrofon prihajali slabše razpoloženi, ko Rogaški takrat ni šlo. Danes imate čas, da pokomentirate tale derbi za obstanek, ki ste ga na koncu dobili s 3-2. Koliko vam je odleglo, ko je Slavko Vinčić odpiskal konec tekme? Pa ja, najprej hvala za čestitke. Izjemno pomembna tekma v boju za obstanek. Vemo, da na teh tekmah točke štejejo rečeno dvojno. Bila je taka težka tekma, veliko duelov, veliko zadetkov, na koncu pa mislim, da smo zasluženo zmagali. Trener je že med tednom v tistih 2 dneh na pripravo poudarjal, da ne sme biti dodatnega pritiska na igralcih. Zdelo se je, da mu je v mentalni pripravi uspelo, kajti vi ste bili od prve minute v duelih odločnejši kot nasprotnik. Se je to prav začutilo iz tribune? Pa ja, mislim, da zadeli smo v 3. minuti, tako da ja, šli smo v tekmo z ciljem, da zmagamo, ne da ne izgubimo. Bili smo čvrsti in kompaktni, sicer smo prejeli zopet 2 malce neumna zadetka, ampak na koncu je edino, kar šteje, ta zmaga. Zdaj imate prednost tudi v medsebojnih tekmah, že prej ste imeli za voljo gol razlike, zdaj 2 zmagi proti Domžalam, tudi to je še neka dodatna prednost. 1 tekma še, potem reprezentančni premor, se ga veselite? Ja, seveda, ko zmaguješ je vseeno dobro, če so tekme, ampak mislim, da nam bo reprezentančni premor prišel prav. Čaka nas tekma s Celjem, na katero lahko gremo neobremenjeni, karkoli dosežemo bo uspeh. Je pa res, da prvenstvo je še dolgo, tako da točke se bo še nabirale vse posod in ja, želimo, bom rekel, če se bo dalo obstati kot 8, če ne pa seveda v kvalifikacijah. Rok, najlepša hvala. Hvala.